Dober večer, lepo pozdravljeni in sicer pozdravljam vas iz Hiše eksperimentov, kjer vsako leto 8. marca poteka značaj znanosti in v sklopu vseh teh poljudno-znanstvenih predavanj in delavnic, hkrati tudi vsak večer na ta dan srečanje, ki ga imenujemo Dan spolov. In danes v naši družbi pozdravljam doktorico Katjo Drobnič, sicer molekularno biologinjo in bom malo na kratko oziroma bom kar strnila forenzičarko, ki dela zdaj na Fakulteti za varnostne vede Mariborske univerze. Dober večer želim. Dober večer. Seveda spisek vsega, kar ste že počeli, je zelo dolg in bomo vaše delo bolj podrobno spoznali v naslednjih 45 minutah. Hkrati pa je v naši družbi tudi babičar Anže Čeh iz Porodnišnice Ljubljana. Dober večer. Naj povem, da smo vaju pravzaprav težko ujeli in sicer vi, doktor Drobničeva, ste pravkar končali z vašimi predavanji, vi, gospod Čeh, ste pa pravzaprav tik pred nočno izmeno. Tako je. Tako je, ampak no, nam je uspelo. Hkrati vabim tudi vse tiste, ki ste se nam zdaj pridružili, da se nam lahko tudi oglasite s kakšnimi vprašanji za naša gosta. Seveda, teme teh naših pogovorov pa so vedno povezane s poklici in pa seveda spoli. In vemo, da je pravzaprav s tem povezanih tudi zelo veliko stereotipov, še vedno radi govorimo o izrazito ženskih ali moških poklicih, pa ste me tudi oba naša sogovornika tokrat opozorila na to, da se tudi tukaj pogosto motimo in da smo tudi tukaj prevečkrat nekako ujeti v stereotipe. Namreč, če mislimo, da je v forenziki malo žensk ali pa da je med babičarji malo moških, se menda motimo. A to drži? Lahko še enkrat potrdita? Z moje strani drži. Kaj pa z vaše? Namreč, ko smo začeli iskati babičarje, priznam, da smo rekli, joj, ga bo težko najti. No, pa ni bilo tako težko, čeprav menda v tujini jih je pa še več kot pa pri nas. Ja, v tujini so moški bistveno bolj zastopani v tem poklicu kot pri nas. Čeprav moram priznati, da se tudi pri nas številka vztrajno zvečuje, tako da nimam sicer zadnjega podatka, koliko jih je že diplomiralo, ampak takrat, ko sem še delal na fakulteti, to je pred 9 leti, mislim, da jih je bilo takrat okrog 5-6, to je sicer malo, glede na splošno oziroma na populacijo vseh babic, ampak vendarle se stvari premikajo naprej. Zanimanje za ta poklic je, bom rekel, vedno večje. Sem pa zelo presenečen, ker imam kar nekaj kolegov iz tujine, tako iz Anglije kot tudi recimo enega kolega iz Malavija, ki je precej starejši od mene, pa si nekako ne znamo predstavljati, ker jaz sem najstarejši v Sloveniji po letih. Tako da, ja, nismo navajeni seveda starejših, bom rekel tam nekje malo pod 60, ki se ukvarjajo s tem poklicem. Drugače pa ja, jaz mislim, da se ta stereotipna razmišljanja oziroma da se vse to precej premika in da ni več tako, kot je bilo včasih. No, jaz moram reči, takrat, ko sem jaz začenjal, je bilo to malo bolj eksotično. Potem so se pa, bom rekel, porodnice navadile, da lahko tudi moški pristopi k temu. In veste, moški imamo mogoče malo drugačen pogled na vse te stvari. No. O tem pa še bomo malo kasneje, a ne? Kako je pa v forenziki? Vemo, da seveda je verjetno tukaj vpliv filmske industrije zelo močan in imamo o tem poklicu verjetno precej izkrivljeno podobo. Ampak vendarle, ženske vas je tukaj kar nekaj, tudi na terenu, čeprav tam gre verjetno že bolj za forenzične tehnike in medtem ko v laboratorijih delate pa seveda drugi. Tako drži, a ne, delo se razlikuje, delamo na terenu so kriminalistični tehniki, ki zavarujejo sledi, če govorimo samo o, a ne, namreč mogoče se opravičujem, da bi najprej kaj pomeni sploh forenzika. Forenzika pomeni preiskovanje nematerialnih dokazov v pravnih zadevah. To se pravi, skrivljena podoba je najprej, da forenzika je samo raziskovanje kaznivih dejanj. Absolutno ne drži, a ne, forenzične preiskave so civilne, kazenske, prekrškovne. Zdaj, če se pogledamo, a ne, na področje kaznivih dejanj, drži, na kraju dejanja sledi zavarujejo, predvsem jih je večinoma moški. Tukaj imamo nekaj manjše število žensk, a ne,
Medtem, če se pa pogledam potem laboratorijsko, njim načeloma, zdaj, to so forenzike, so deljena mnenja, zame se mi zdi središče izraz kriminalistično-tehnični strokovnjak ali pa kriminalistični tehnik v laboratoriju, pa zato, ker damo oceno materialnih dokazov, pa so forenziki in tudi, ker upravljamo preiskave drugih, ne samo kaznivih dejanj. Tle pa je, tako bi rekla, na področju DNK, bioloških sledi je skoraj nekoliko več žensk, medtem ko na preiskavih orožja, se moram tudi v zadnjih letih popravilo, imamo zdaj že, imamo eno žensko, prej so bilo to samo moško področje, na področju daktiloskopije prstnih sledi se mi zdi pol približno, potem imamo preiskave obuval, zdaj imamo predvsem tudi pol, tako da res odvisno, katero področje preiskave drog, tudi je pa skoraj več žensk kot moških, to zelo, da res odvisno področje, ki je, forenzika je zelo, zelo širok pojem, porodničarstvo je segment medicine, medtem ko forenzika je pa, kot sem rekla, vsaka znanost, ki jo lahko uporabi za reševanje pravnega vprašanja, je forenzika. Tako da je res širok repertoar. Vi ste diplomirali na biotehniški fakulteti najprej, pa kasneje doktorirali na medicinski fakulteti in tam tudi nekaj časa delali. Potem ste pa službo na medicinski fakulteti zamenjali za službo pri policiji. Je bilo to takrat, v tistem času, toliko let nazaj, nenavadno? Ja, mislim, jaz sem šla, odkrito rečeno, moj oče je sploh imel težave s prejšnjim režimom, in sem res najprej njega vprašala, če bi njega to zelo prizadel, ker pač on je bil po vojni zaprt, in mama tudi. Tako da sem najprej pri njih preverila, meni se je zdelo pa, moja odločitev je bila pa sledeča. Jaz sem dobila post štipendijo v Brestu, to, kar sem delala pri profesor Komelju, je bil prvi produkt biotehnološki, pa da ne bom predolga, sem potem čisto zato, ker sem bila pač z dvema otrokama odločila, pač, da bi pa res nekaj bolj uporabnega, ker sem videla, da kar nekaj zadev na fakulteti ostane v predalih. In kaj vas je tam takrat gnalo, vodilo pravzaprav? Je šlo to bolj naključno? Radovednost. Zdelo se mi je tako zanimivo področje, ki v Sloveniji je bilo prazno. Veste, kaj je to, da nekaj, ki še ni in da potem tam začeti razvijati. V laboratoriju sicer je bilo osnovna izolacija, osnovna metoda sicer so delali, ampak to res samo neki, tako kot hitri testi, na tisto pač za dot blot tehnologijo. In se mi je zdelo, da tukaj bi bil pa res tak izziv. In dejansko sem presrečna, da sem se tako odločila, ker sem postavila pravzaprav vse od elektroforez do zavarovanja sledi na kraju. Ker sem videla, da policija niti teh osnovnih postopkov ni imela zapisanih v tistem času. Tako da si rekel, pa doktor znanosti gre potem pisati protokole, osnovne protokole, ki sem sledila potem FBI-ju, kjer sem tudi bila na usposabljanju in sem tudi izpitom naredila. Tako da to je bilo nekaj takih momentov, ki so mi potem, pač sem lahko na tem področju res napredovala. Pač in vedeželjnost. Če ne bi bilo proti vedeželjnosti in samega lastnega postavljanja ciljev, ko prideš v službo, ni bilo tam navade, da bi ljudje pisali članke ali pa da bi, neke nove metode tako razvijali. Jaz moram reči, sem s fakultete navajena pač delati popoldneve, sobote, nedelje, ne pa da ob 3 pade hladu dol. In dejansko je bilo to pravzaprav zato mogoče, ker te vedeželjnost žene naprej in to ni, in kle ni moškega ženske, kle je raziskovalec, tisti je duh, ki te, in brez tega duha, brez lastnega odrekanja ne bi bilo. Dopustov sem dala marsikateri dopust, zato da so šla na univerzo v Kopenhagen in tako, Če tega ne bi bilo, dejansko pač imamo toliko rutinskega dela, da ni bil interes, da bi pač pustil in da bi ti služba dala toliko dopusta. Ampak očitno je bila ta želja tako velika pri vas. Anže, kako pa je bilo pri vas? Ste si kdaj prej predstavljali, da boste babičar ali je bilo to tudi naključje pri vas?
Vem, da ste tega vprašanja rahlo siti, ampak kljub temu moram ga postaviti. Za začetek bom povedal samo eno stvar, da me zelo veseli, da sva, kljub temu, da sva z dr. Drobničevo na popolnoma različnih področjih, opravljava popolnoma različna poklica, ampak vendarle imava pa eno zelo veliko skupno točko. In sicer tudi moja prva diploma je bila na biotehniški fakulteti, tako da evo, zelo lepa iztočnica. No, zdaj pa se povrnem k vašemu vprašanju. Tako je. Pač zanimanje, pa če spet lahko izhajam iz biotehniške fakultete, tam sem se srečal z reprodukcijo, seveda živalsko reprodukcijo, ki me je seveda zelo pritegnila, ne. Zanimalo pa me je, kako je tudi pri človeku, oziroma kako izgleda porod, kako izgleda vsa ta fiziologija poroda in s časoma seveda sem potem videl, ko sem začel študirati, da je to res tisto, kar si želim delati, kar si želim opravljati. Seveda je pri človeku precej drugače, poleg tiste fiziologije poroda in vse tiste stvari, ki spadajo zraven, je tukaj seveda še veliko psihologije, se pravi, tudi pristop je zelo pomemben, ne, ker moramo vedeti, da ženska v času poroda je v zelo ranljivem položaju in takrat potrebuje res človeka, ki jo razume, človeka, ki jo podpira, ki jo zagovarja, ki skrbi za njo. In to je, bom rekel, tisto, kar je bilo, bom rekel, glavno vodilo. Izhodišče pa bilo verjetno zelo podobno, ja, kot pri gospe doktor. Katere osebnostne lastnosti pa vam pri vašem delu pridejo zelo prav? Pa jih imate vi mogoče morda kot moški več, kot bi jih imela kakšna ženska? Jaz bi predvsem poudaril na eno zadevo, in sicer moški se do določenih problemov lotevamo z nekoliko drugačnega zornega kota oziroma gledamo nekoliko drugačno. Morda bom zdaj rekel en izraz, ki mogoče ni ravno primeren, ampak mogoče bolj tehnično, se pravi, da stvari si znamo bolj predstavljati, mogoče, ne vem. Tako da tukaj jaz vidim recimo neko razliko. Ženske pa seveda gledajo na, bom rekel, ženske, ki so zastopane oziroma ki delajo na področju porodništva, pa seveda lahko tudi nekako pristopajo po lastnih izkušnjah, ki jih seveda moški ne bomo nikoli imeli, ampak zdaj, kot ste že omenili, pač sposobnost empatije, pa seveda strokovnost, absolutno. Tukaj pa mislim, da nima neke bistvene veze spol. Tako da to so tiste osebnostne lastnosti, ki jih mora imeti. Eno vprašanje je prišlo za vas, in sicer ali ste doživeli kakšno zanimivo reakcijo porodnic, ko so zagledali recimo moškega, ki naj bi vodil njihov porod? Ja, na začetku verjetno ja, ko še niso bile toliko navajene. Bi pa omenil eno specifiko, ne. Treba je vedeti, da v nekaterih religijah, predvsem imam v mislih islam, seveda moški nismo zaželeni kot spremljevalci pri porodu in v takih primerih seveda, ko se srečamo s tako porodnico oziroma nosečnico, se seveda diskretno umaknemo in to enako velja za zdravnike, za babičarje in ostalo medicinsko osebje moškega spola. Tako da jaz mislim, da tukaj ja, je pa bilo seveda na začetku so bile določena začudenja, ampak jaz mislim, da je glavni kriterij je seveda strokovnost, pristop in če imaš vse to, jaz mislim, da spol nima neke velike, ni velika ovira. Doktor Drobničeva, vaša specialnost so seveda forenzične analize DNK. In zdaj bom prebrala, kaj vse ste delali, pa ne bom naštela zagotovo ne vsega, ampak delali ste torej tudi kot izvedenka v sodnih procesih, vodili ste oddelek za biološke preiskave pri Nacionalnem forenzičnem laboratoriju in pravzaprav postavili temelje forenzičnim preiskavam DNK pri nas. Kaj je bil za vas največji izziv? Ja, največji izziv, ko sem prišla v laboratorij, je bilo, da so pač takrat, kot sem rekla, en osnovni test je bil Skelex metodo, vendar ki je bil primerjen samo za krvne sledi ali pa za cigaretne. Mene je pa dejansko najbolj, ko bi se mi zdelo, sem bila začudena, koliko nerazrešenih kaznivih dejanj je bilo spolnega nasilja pa posilstva.
In moram reči, da to sem se prvo, kar sem si zadala, da sem upeljala metode, preučila literaturo, katera metoda bi bila najbolj primerna, in kle se mi zdi res, sem zelo bila vesela, ko mi je uspelo in da smo začela potem leta 97, tudi spolno nasilje, ko imaš potem sledi v nožnici ali v anusu, ker gre za mešanico sperme pa telesnih, je treba poseben postopek ločevalja, da mi je to uspelo. Tako nekako to se mi je zdelo nekako prvo, kar je drugo, kar je pa kasneje bilo pa leta 2000 oziroma že mečkam prej, ker smo bili tudi med prvimi oziroma redki laboratoriji v Evropi, ko sem določila identiteto osebe iz kosti. To je bilo umor ene starejše gospe, ki je bila najdena po enem letu, popolnoma macerirana, tako da na podlagi edina možna je bila DNK analiza z kosti in smo uspešno to določili, kasneje pa tudi na področju žrtev medvojnih in povojnih pobojev. Tako da se mi zdi osebno se mi zdi to tak velik dosežek, da ne bi se hotela hvaliti, ampak tako. Naslednje, kar je bilo pa, da sem, to pa nimam niti še časa članek napisati, da sem tudi računalniške algoritme, s katerimi iščemo ujemanje DNK, najdel mamo, ki smo pravzaprav njen vzorec DNK dobili, pa nismo vedeli, da je to njena, ki je bila pogrešana že od leta 97, 2017 smo jo pa potem ugotovili, da je to in so jo lahko pokopali. Tako nekako to. Par identitetno, mislim. In to mi je ciljno. Mislim, da je to res to področje, tako dobro področje kot zdravniki. Pomagaš ljudem. Tle se mi zdi. In tudi zato sem bila zelo angažirana. Zelo sodelujem tudi zdravniki, sploh v fazi spolnega nasilja, ker ni bilo niti nobenih smernic, nič. Sem napisala tudi članek potem kasneje v ISIS, pripravila sem številne plakate in jih pošiljala bolnico, da so jih obešala, tako kot zdaj praksa, da veš neki osnovni postopki, sem v bistvu samo iniciativno to delala od leta 98 naprej, zelo dobro sodelujem tudi zdaj v zadnjem, mislim, prej je bila nekdo drug, zdaj Štolfa to področje prevzela, da potem imam redno usposabljanja potem za ginekologe na tem področju, ker dejansko tega se ne naučijo v tekom študijskega oziroma izobraževalnega procesa. Kle smo tudi načina, kako potem potekajo postopki, tudi če recimo oseba zanosi, pa želi splaviti, poteka nekoliko drugače kot pri klasičnem splavu. Tako da kle se zelo intenzivno sodelujemo, mislim, da so zdaj postopki že dobro upeljani, včasih je bilo pa kar, imela sem telefon in so me kadarkoli lahko poklicali, prav s tem namenom. In tudi nisem bila niti še vodja, to je bilo še na začetku. Eno vprašanje je prispelo za vas, seveda spet je ta vpliv filmov. Vsi smo gledali Mentalista in pa CSI in kakšna je razlika med filmom in pa slovensko realnostjo? Zdaj, če se recimo smerimo v en forenzični laboratorij, recimo v naš nacionalni. Prvo, kar je, na CSI, je on vse. Je detektiv, je zavaruje sledi, je forenzični izvedenec, psiholog, sociolog, to že tukaj vemo. Dejstvo je, da so vloge razdeljene. Osebe, ki na kraju dejanja, kot smo rekli, kraj zavaruje policist, potem, če je kompleksno kaznivo dejanje, pride kriminalistični tehniki, zavarujejo sledi, pridejo pa tudi forenzični izvedenci pri požarih, bombnih eksplozij in tako naprej, in tudi včasih tudi za področje bioloških sledi, ker določene zadeve, pri nas kriminalistični tehniki ne delajo, na kraju delajo to samo forenzični izvedenec. To se pravi, vloga je razdeljena v različnih fazah različne osebe. In potem v nadaljevanju, ko dobimo v laboratorij, pač določen izvedenec, ki dobi nalogo in skupaj z forenzičnim tehnikom, potem izolira, odzame sledi DNK in potem naredi profil. To je v bistvu osnovna razlika, da ni v enem in ne hodimo v kratkih krilih z visokimi petami, ker to ni primerno, niti na kraju dejanja, kaj šele v laboratoriju. Na kraju dejanja pač je blato in tako naprej. Vem, da sem šla v okolico Ljubljano, ko so bili pač umor dejansko v podrtijo, ker je
ne veš pravzaprav, kje se začne umazanija, kje se začne postelja, seveda ne moramo tako priti obuti, se v kraju primerno napravimo, obujemo in tudi zaščitimo, damo zaščitno oblačila gor, če je hujše kaznivo dejanje, kombinezon, če je mogoče manjše nek vlom, pa vozilo dovolj čas samo maska, tako da z tega vidika je to bistvena razlika med krajem, med tem nanizankimi, ki seveda ne morejo na ta način. Naslednja stvar, mogoče še bolj pomembna je pa to, da kar mene najbolj preseneča, najdejo sled in rečejo, joj, ta je pa enaka primerjalnemu vzorcu, to je pa on. Absolutno to ni to. Treba je sledi statistično vrednotiti. Ampak, veste, nekdo ne bo gledal na nizake, če potem bo 20 minut ali pa bi bilo 1 uro trajanje, kako ovrednotimo materialni dokaz. Tako, če upam, da bo dovolj kratka. Ja. Anže, pri porodničarju mislim, da je bolj jasno, kaj je vaše delo. Vi vodite porod. Lahko to tako ponastavimo? Ja, če se lahko samo na kratko osredotočim na to zelo zanimivo razlago in sicer razlika med filmskimi kaznivimi dejanji in pa seveda med realnostjo. No, tudi v filmih veste, kako porod izgleda. Porod traja približno 2 minuti. Verjetno iz lastnih izkušenj, verjetno vsaka ženska ve, da porod ni filmski porod in jaz to včasih v hecu poudarim pri porodnici, da pač to je samo v Hollywoodu možno. Tako da porod traja kar nekaj ur. Če bi trajal seveda nekaj ur ta film, pri katerem želijo porod prikazati, bi bil ta film zelo dolgočasen. No, pa da se navežem na to vprašanje, ki ste mi ga postavili, ne vem, sicer sem pozabil. Zdi se nam, da je pač tukaj pri vašem delu bolj jasno, kaj počnete, ampak verjetno se je pa v vseh teh letih vendarle marsikaj tudi spremenilo. Ali sama tehnologija, ali porodnice, mislim, da tukaj več stvari. V teh letih, bom rekel, odkar jaz delam, se je spremenilo marsikaj. Zdaj sama fiziologija poroda je enaka že pač 1000 let, in več. Zdaj, kar se pa tiče pristopa, tukaj pa se je spremenilo. Tako kot ste omenili, tehnologija je ena od tistih, ki nas seveda stalno spremlja in stalno, bom rekel, spodbuja, da je porod veliko bolj varen, kot je bil recimo včasih, zato ker je več monitoringa, več je spremljanja, se pravi teh ključnih vitalnih funkcij. Kar se pa tiče pristopa, je pa tudi seveda pri porodnicah prišlo do kar velikih sprememb. Namreč včasih so rojevale ženske, ki so bile veliko bolj oziroma manj izobražene, manj načitane in seveda so bile tudi posledično manj informirane. Bolj so se prepustile, danes pa pridejo seveda z nekimi načrti, z neko vizijo, z nekimi predlogi, ki so seveda v veliki večini primerov uresničljivi, včasih pa tudi ne. In v takem primeru seveda je naša naloga, da porodnici predstavimo, kaj je možno in kaj seveda bomo nekako modificirali, da bo seveda bolj varno. Kaj se je pa spremenilo pri vašem delu, recimo, dr. Drobničeva? Recimo, so se že sami testi DNK-ja v zadnjih letih zelo spreminjali. Tu imam v mislih zanesljivost vzorcev, potem tudi število vzorcev, ki jih lahko analizirate. So to bile te bistvene spremembe? Osnovna tehnologija, veste, se od leta 7, mislim, v svetu je bila to že prej, pri nas pa od leta 97. Osnovna tehnologija je elektroforeza. Analiza poteka preko elektroforeze. Kar se je spremenilo, je to, da je prišlo iz gelske elektroforeze v kapilarno in potem skozi kapilarno elektroforezo veliko večja avtomatizacija. Število vzorcev, takrat smo lahko sočasno nanesli, če se pravilno spominjam, mislim, da 24 vzorcev, zdaj pa v kapilarni elektroforezi se sočasno lahko 8 vzorcev, preiskuje, pač lahko bilo pa tudi 96. Tako spremenilo se je kot tehnologija kot taka, spremenilo se je pa avtomatizacija, z avtomatizacijo potem večje število vzorcev se lahko analizira, to se je spremenilo. In tudi izolacija DNK se je po svetu in tudi pri nas avtomatizirala, ta enostavna,
Imamo pa še vedno primere, kjer imamo slabo DNK in se pričakuje nek drug postopek, ki manj vpliva na poškodovanje DNK. Kar pomeni, organska se reče temu izolacija, ki je bolj nevarna za človeka. Recimo, čeprav nekatere države, kot je Danska, jo sploh ne izvajajo. Ne glede na to, ker je pač za okolje neprijazna, jo ne izvajajo, zaradi česar določenih kaznivih dejanj oziroma sledi ne morajo analizirati. Pri nas to metodo delamo, imamo različne, tako da če se pogledamo na vprašanje, kaj se je spremenilo, spremenilo se je, tako kot smo rekli, avtomatizacija. Testi so postali nekoliko bolj občutljivi, če gremo zdaj na te nove teste, PCR teste. S PCR testi se je in z občutljivostjo se je možno dobiti profil že pri 16 pikogramih, oziroma 32 pikogramih, kar pomeni nekaj celic, 4 celice, če gledamo, telesna celica ima 6 pikogramov, to se pravi 6x5 je to 30, no. Imamo 5 celic, je dovolj za popoln profil, medtem, če gledamo pa čisto stare metode, ki jih v Sloveniji nikoli nismo delali, to je prstni odtis DNK, ki pa temelji na rezanju DNK, izoliranju celote DNK in rezanju z encimi in potem z Southern blot tehniko, takrat si pa porabil pa 500 nanogramov DNK. To se pravi, 500 nanogramov je pa krat 10 na tretjo moramo to pomnožiti, to se pravi, zdaj imamo 32 pikogramov, tam imamo pa, čakajte, če rečem 500 krat 10 na tretjo, imamo pa 500,000 pikogramov, upam, da se nisem zmotila, ker še matematiko zadnji, da mi to hitro zmnoži. Tako bistveno več. Jaz to na slikah prikazujem preteklosti z lobato, danes imaš pa lupico, pa majhen vzameš vzorca in je dovolj. To je bistveno, Zanesljivost, kot smo rekli, zanesljivost, se skozi gledamo, specifično zanesljivost testov, kle ni problem, ker vsi testi, ki so se uporabljali na področju DNK, so preverjeni, da so specifični za humano DNK, občutljivost je pa to, kot smo rekli, se pa zboljšuje z reagenti, v katerih so, medtem ko tudi se pa je spremenilo način vrednotenja, so novi računalniški programi, v preteklosti je bilo tako, da če je bila sled degradirana in tako naprej, oziroma mešanica, je bil problem vrednotenja, medtem ko pri degradirani ne danes, pa tudi mešanice ni problem z novimi pristopi, razmerje verjeti, kar je tole v zadaj super, kar imate, matematiko, je vpliv, znanje matematike je zelo pomembno in statistike na tem področju. Veliko več, mislim, se je bilo tudi v preteklosti, ampak danes je res poudarek in harmonizacija po Evropi. Da bi celotna Evropa na enak način, to je tisto, kar jaz vidim velik napredek, kar se mi zdi edino pravilno, zlasti tam, ko so majhni laboratoriji, ki nimajo ljudi, recimo v tujino, če pogledamo, pri nas nimamo zaposlenega matematika. Jaz sem v bistvu vse te statistične metode se sama študirala, ker niti na fakulteti nisem imela. In v bistvu začetka prve izračune, ki sem delala, sem posiljala FBI-ju, temu kolegu, ker sem bila, da mi jih on preveri, in potem članke z njim pisala, ker pač si rabo nekoga in vsako novo statistično metodo, ki jo po nekomu po literaturi, ki sem povzela, sem potem temu avtorju pisala, da smo potem skupaj pogledali, ker pač nimamo človeka, na katerega bi se lahko obrnila, To je v bistvu za majhne laboratorije. Ja, nujno. 2 vprašanji smo prejeli, najprej za gospoda Čeha. Se vam zdi, da je v zadnjih letih več carskih rezov? Zdaj vi lahko to tako nasplošno ocenite? Ja, težko je zdaj. Zdaj odstotek carskih rezov je v zadnjem času, se mi zdi, tam okrog 21-22%. Seveda to zelo varira od porodnišnice do porodnišnice. Mogoče nekoliko več carskih rezov je v zadnjih letih, predvsem na račun tega, da se določenih postopkov, ki so se včasih izvajali oziroma določenih, kako naj rečem, posegov med porodom oziroma za reševanje poroda danes ne poslužujemo več in je to verjetno tudi razlog, da je poskočilo. Vedeti je treba, da tudi nekoliko se lahko spremeni
oziroma poveča število carskih rezov z staranjem populacije, ne? Ker seveda vemo, da starejša kot je populacija, starejše kot so porodnice, več je potem raznih težav, ki seveda prinesejo tudi možnost zaključka poroda s carskim rezom. Drugače pa ja, mislim, da neke bistvene razlike ni. Bi pa omenil, da so pa določene države, recimo predvsem se mi zdi, da Južna Amerika je pa ima pa precej carskih rezov, ne, in to je, bom rekel, na nek način kar zaskrbljujoče, zato ker predvsem pa lahko pa tudi omenimo recimo Združene države Amerike, kjer pa vemo, da obstaja tako imenovan cesarean section on demand, ne, se pravi na zahtevo porodnice, kar seveda pri nas še vedno ni. Pri nas je pač pomembno, da je indikacija za to. Tam pa seveda je vse skupaj drugače, ne. Tam pa, če si seveda zaželiš in če imaš dovolj pod palcem, si to lahko seveda privoščiš, a ne. Pri nas pa seveda so carski rezi večinoma, jih lahko razdelimo na dve skupini, ne, se pravi na tiste planirane carske reze, ki so, bom rekel, kot posledica nekih vzrokov pri plodu oziroma pri mami, in pa seveda na urgentne carske reze, na katere seveda imamo nekoliko manjši vpliv, ki pa so seveda kot neka rešilna bilka v primeru, da seveda porod ne gre tako, kot smo si zamislili. Tako da ja, drugače pa število carskih rezov se nekoliko povečuje, ampak ni nekega bistvenega povečanja. Ste mi pa omenili, da je pa mnogo več epiduralnih anestezij, kot jih je bilo včasih. Ja, predvsem v naši porodnišnici, zdaj druge po Sloveniji so seveda verjetno številke drugačne. V naši porodnišnici pa se je seveda pred nekaj leti pojavila ta možnost, da lahko si vsaka porodnica izbere epiduralno analgezijo 24 ur, ki je seveda brezplačna in seveda dostopna vsem porodnicam, pri kateri seveda ni neke indikacije oziroma kontraindikacije za to. Je pa seveda odstotek kar precej visok. Celo lahko trdim, da je epiduralna analgezija izpodrinila določene druge metode, ki smo jih včasih uporabljali, predvsem z pomočjo opiatov. Tako da bi pa omenil, da imamo še vedno to možnost dušikovega oksidula, se pravi lajšanje porodne bolečine z dušikovim oksidulom oziroma smejalni plin, kot rečemo, recimo laično bolj, ki je, bom rekel, redkost v Sloveniji. Tako da ja, možnosti lajšanja porodne bolečine je veliko, predvsem tiste medikamentozne oziroma farmakološke, obstajajo pa tudi nefarmakološki načini, ki pa se jih tudi s pridom poslužujemo. Še vprašanje za gospod Drobnič, in sicer kdo kdaj določi, ali se bodo jemali prstni odtisi ali ne, in ali je to odvisno od stopnje kaznivega dejanja ali entuziazma policista? Okay. Mogoče še tole za razliko Amerike pa nekaterih držav. V Sloveniji velja zakonodaja sledeča, policist oziroma kriminalistični tehnik mora zavarovati vse materialne dokaze, za katere misli, da izvirajo iz kaznivega dejanja. Vse. To se pravi, če odgovori na vprašanje, vkolikor kriminalist na nek kraj pride, preuči in poišče, in najde prstno sled, jo mora zavarovati. To ni nobena odločitev nekoga, to je zakonodajno določeno. Da more pač. In potem se tudi v laboratoriju tako prstno sled potem preišče, ali se mogoče ujema s kakšnim prstnim odtisom v bazi, ki jo imamo, ali pa, če imajo osumljenca, ali se ujema s prstnim odtisom osumljenca. Nas smo Ste odgovorili. odgovorila na vse? Ja, to, kar smo zdaj dobili, ste. Ja, okay. Ponavadi se zelo radi primerjamo tudi s tujino. In me zanima, če bi zdaj videl vsak na svojem področju, se lahko primerjali, recimo, gospod Anže, če vi zagotovo imate neke primerjave, kako poteka to delo, ki je recimo drugje, recimo v Evropi. Kako bi jo lahko ocenili stanje recimo pri nas v porodnišnicah, kar zadeva odnos do novorojencev, porodnic, vaše osebno mnenje? Ja,
Verjetno veste, da je pred kar nekaj leti bilo v Sloveniji pač vključevanje porodnišnic v tako imenovane porodnišnice, novorojenčku prijazne porodnišnice, na to je, mislim, da so zdaj že verjetno skoraj vse porodnišnice vključene v to. Drugače pa, kar se tiče samega porodništva oziroma babištva, na Slovenskem, po mojem mnenju, kar na precej visokem nivoju, pa da ne bo izgledalo kot samohvala, ampak govorim za vse porodnišnice, govorim za strokovno osebje, ki dela z porodnicami, tako da, ker primerjamo, morda pri kakšni izmenjavi študentov, ko se, bom rekel, pogovarjamo, kako imajo pa v tujini in tako. Seveda, kar se tiče umestitve v ta evropski prostor, moramo vedeti, da seveda Skandinavija recimo oziroma ta severni del Evrope ima seveda nekoliko drugačno porodništvo oziroma organizacijo porodništva, kot je pri nas, ampak jug je pa seveda zgodba zase, tako da zdaj ne bi želel biti žaljiv, ampak tukaj nekje smo, nekje med, kako ne rečem, v fazi, ko se seveda še vedno je možnost za izboljšave in absolutno delamo vsi na tem, smo pa kar, bom rekel, kar na zavidljivem nivoju. To, bom rekel, pričajo tudi podatki, da tudi ženske oziroma nosečnice iz tujine hodijo k nam, predvsem iz Hrvaške in Italije, mogoče po kakšno mnenje oziroma, tako da ja, je tukaj sigurno, bom rekel, smo kar visoko. Še eno vprašanje imam za vas, in sicer baje je pri nas ta trend rojevanja doma. Ali ste že kdaj reševali tudi kakšen takšen primer, če se kakšen domač porod zapletel? Ja, porod doma je seveda pravica seveda vsake ženske, s tem, da je potrebno vedeti, da s tem, ko niso samo pravice, veste, so tudi odgovornosti, se pravi, s tem, ko se ženska odloči, da bo rodila doma, mora seveda sprejeti nase tudi eno veliko odgovornost, ker vemo, da seveda porod doma ima seveda določene prednosti, absolutno, je domače okolje veliko bolj prijazno kot bolnišnično, je pa seveda za slovensko populacijo oziroma na slovenskem prostoru še vedno lahko težava, če se recimo porodnica odloči, da bo rojevala doma v enem odročnem kraju, kjer je pot do bližnje porodnišnice lahko zelo dolga, je lahko to velika težava. Jaz sam osebno sem se srečal z parimi takimi primeri, ko porod doma pač ni šel, oziroma ni šlo tako, kot so si zamislili, in potem so seveda bile babica, ki je seveda vodila ta porod, bila toliko odgovorna in je seveda to porodnico pripeljala v porodnišnico, kjer je seveda smo jo prevzeli in se je v veliki večini primerov porod dobro zaključil. Sam osebno nimam izkušenj s porodom doma in mislim, da je še kar nekaj možnosti tukaj oziroma kar nekaj časa bo verjetno še preteklo, da bo porod doma bolj zastopan, ampak jaz mislim, da je še vedno bolj varno v porodnišnici. Vidim pa recimo možnost kot alternativo porodu doma, se opravičujem, porod v porodnih centrih, ki jih žal pri nas še nimamo, v tujini so pa že kar precej velikem številu zastopani, ki pa seveda nudijo določeno udobje porodnici in pa obenem seveda poskrbijo za varnost. Tako da mogoče je to tisti kompromis med udobjem in pa varnostjo. Ker vedeti je treba nekaj, tudi porod, za katerega si mislimo, da bo se seveda zaključil in da bo potekal fiziološko, lahko predvsem na koncu privede recimo do neke masovne krvavitve. Doživel sem že veliko takih primerov, ko je pri porodu oziroma med porodom šlo vse brez posebnosti, porodnica je rodila popolnoma normalno, no potem, ko se je seveda otrok porodil,
je šlo ali zaradi zaostale posteljice, ali pa seveda zaradi slabega krčenja maternice do precejšnje krvavitve. In takrat seveda se je aktivirala celotna ekipa, od porodničarjev do anesteziologov, do seveda babic, in takrat seveda je vsak od nas vedel točno, kaj mora narediti. In veste, to so lahko zelo hude krvavitve in zelo hude, zelo hitro je lahko, bom rekel, tak porod se končal usodno, ne, žal. Ja, še nekaj vprašanj imamo. Doktorica Drobnič, nekoč sem slišal, da ste izjavili, da lahko identificirate človeka iz odgriženega krofa. Iz kako majhnega koščka lahko to naredite? V razponu od drobtinice pa do celega krofa. Ja, drži. Dejstvo je, a ne, da človek odvisno zdaj od več zadev je. A ne, stvari je, pri forenziki je odvisno od okoliščin in odvisno od posameznikov, koliko DNK spušča. A ne. To se pravi, imamo osebo, ki recimo ni prej nič pila, a ne. To se pravi, da so se ji v slini nabirali celice z notranje strani lic, a ne, v slino, in je ugriznila v ta krof in ga je pustila. Načeloma sem rekla, je dovolj 5 celic, 30 pikogramov. A ne? Zdaj, koliko bo teh 5 celic, a bo na drobtinici je bolj težko, a ne, da bo 5 celic, ampak en manjši ugriz je dovolj. Če pogledam tudi za krvno sled, a ne, smo imeli primer, ko je bilo poskus posilstva, a ne, klele za Petrolom na Tivolski, a ne, na predeklic je bila mlajše dekle, a ne, mladoletna, je bilo tik ob zadrki, a ne, drobna kapljica, bi rekla, bucikine glavice. Ampak v tisti kapljici je bilo toliko DNK, da je bil krasen profil. Imaš pa primer, ko ima sokrvico, ki je recimo 2-3 centimetre, ampak ker je samo sokrvica in ni DNK, a ne, ker DNK je samo v levkocitih, vemo, da DNK ni v vseh celicah v krvi, ampak sem v enem delu, in ker tega ni bilo tam, je bil rezultat neuspešen, bi rekel, joj, se ta laboratorij še s krvi ne zna izolirati profila, ampak ne drži, a ne. So stvari je treba res več zornih kotov pogledati. Tako ja, da drži, da ni treba trojanski krof, je dovolj en manjši ugriz. Drobtinica bo pa premalo. Še vprašanje za vas, Anže. Vpliv covida zdaj v tem času, kako potekajo porodi? Mislim, da si niste predstavljali, da boste kdaj porali v skafandrih. Ja, imate prav. Takrat, ko sem diplomiral, niti nisem razmišljal o tem, da se lahko kdaj zgodi, da bodo porodi izgledali tako, kot izgledajo zdaj zadnje leto. Namreč nismo se tega učili, kako se rokuje s skafandri, kako se rokuje z osebno varovalno opremo. To smo videli seveda na televiziji, kako se sestre, zdravniki na infekcijski kliniki oblačijo. Smo se jim čudili in seveda jih spoštljivo opazovali. No, potem smo prišli pa sami na to situacijo, ko smo se morali tudi sami soočiti s tem. Ja, takrat se je seveda del porodnišnice, naše porodnišnice seveda ločil oziroma izoliral in so se, bom rekel, v tistem delu porodnega bloka opremile tako imenovane izolirne porodne sobe, ki seveda zahtevajo strogo, bom rekel, strogo načrtovane in seveda zelo strogo določene pogoje gibanja in delovanja. Seveda je treba vedeti, da ni samo tista babica in zdravnik, ki je v porodni sobi z to COVID pozitivno porodnico, ampak je seveda še cel kup oziroma cela skupina personala, ki seveda skrbi za to babico, ki skrbi za to gospo. Namreč stvar je v tem, da tisti, ki je v skafandru, seveda ne sme hoditi ven pa noter, to vemo, se pravi, mora biti ves čas ob ženski in zdaj težave so v komunikaciji, ker veste, ko je skafander na glavi, ne slišiš nič, vse piha okrog ušes,
No, zdajšnji skafandri so seveda veliko bolj moderni in seveda bolj sodobni in seveda tudi dražji. Omogočajo tudi komunikacijo, tako da si pa pomagamo na najrazličnejše načine, od pisanja listkov, ki jih lepimo na steklo, do, mi rečemo temu, hitre pošte, se pravi pod vrati pošljemo kakšen dokument spodaj, recimo, ki ga seveda ne smemo poslati spet nazaj, iz tistega prostora. Tako da ja, najrazličnejše načine uporabljamo, do pantomime, do najrazličnejših. Se pa tudi velikokrat kar precej nasmejimo temu. Delo je seveda težko, ker si morate predstavljati, da delo v skafandru nekaj ur, brez WC-ja seveda, brez pitja, brez hranjenja in brez, ne vem, in izključno v tistem prostoru biti je včasih zelo težko. Tako da takrat, ko smo, bom rekel, pisani v tiste sobe, kjer so, bom rekel, izolacijske sobe, seveda malo manj pijemo in seveda skrbimo, da nimamo prepolnih mehurjev. Najlepša hvala. Teh naših 45 minut je šlo, kot bi mignil, torej ta šolska ura. Vprašanje je še kar veliko, ampak sem prepričana, da se bomo še kdaj srečali. Bi pa zaključila z vprašanjem za vaju oba. Postavil ga je nekdo, ki je danes v naši družbi. Pa če ste lahko kratka in jedrnata, vaju prosim, sta mi to že na začetku dovolila, da vaju opozorim. In sicer, vaju je bilo kdaj pri vajinem delu strah? Mogoče doktorica Katja Drobnič najprej. Ja, mene je bilo. Takrat, ko sem preiskovala znanega morilca Pluta, ki je toliko pač umoril ljudi. In sem imela hčerko staro 14 let, on se je pa klele živel v Črnučah, v teh podzemnih enih jamah so bile. In takrat sem vprašala, če bi izvedenstvo lahko brez imena in priimka, ker kot večmo tajni policist ima možnost, izvedenstva nima. Mogel si se podpisati z imenom in priimkom. Takrat me je bilo strahno za hči. Dejansko, ja. Anže Čeh, kako pa Ja. je bilo vas strah za koga? Strah, težko bi zdaj to opredelil kot strah. Je pa vsak porod neka negotovost, čeprav seveda delamo v tem poklicu že nekaj časa, seveda pride do določene stopnje suverenosti, ampak vendarle, ja, so določene situacije, ko te je strah, ko se bojiš za življenje porodnice, za življenje otroka, nerojenega, tako da ja, seveda, absolutno neka zdrava stopnja strahu je, bi pa rad poudaril, da pa ne sme seveda ta strah preiti v paniko. Panika pa ni nikjer dobra. Verjetno tako v forenziki, ne kot tudi v porodništvu, babištvu. Ja, doktorica Katja Drobnič in porodničar Anže Čeh, hvala vama za to prijetno šolsko uro. Jaz mislim, da smo kar veliko novega izvedeli o vajinem delu in hvala tudi vama za vajine osebne izkušnje in hvala vsem, ki ste nam sledili na letošnjem značaju znanosti na tem delu, ki ga poimenujemo Dan spolov. Hvala za vaše sodelovanje in upam, da kmalu nasvidenje. Srečno. Hvala tudi vam za povabilo. Enako, jaz se pridružujem, res sem vesela, da ste me povabili, pa da sem lahko predstavila ta poklic. Hvala, srečno. Srečno. Srečno.